Saša Tratnik že 4 leta trenira veslanje v veslaškem klubu Bled. Začela je pri svojih 10 letih. In kdo jo je navdušil za ta šport? V bistvu je bil moj brat, ki je tudi že prej veslal, pa mu je ful dobro šlo, pol me je pa malo spodbujal, pol sem pa rekla, da gre tudi jaz probat, pa kar gre. A si pred tekmam kaj nervozna? Ja, kdo pa ni, ne vem, tako, sej ne moreš ne biti nervozen. In kako se recimo umiriš misli svoje? Kako? Tako, da si ponovim, pač, kako bom pelala, kakšen bo štart, kakšen bo finiš, kakšen tempo bom recimo imela, pa to, da sem pripravljena, da sem za to trenirala. Na regati za kategorije mlajših mladincev in pionirjev, na kateri so nastopili športniki iz Slovenije, Hrvaške in Avstrije, je v kategoriji pionirk v enojcih osvojila 3. mesto. Malo so bili valovi, malo je bilo težko, ampak je šlo. V bistvu sem dosti zadovoljna. Na mednarodni regati je nastopilo okoli 200 veslačev in veslačic iz kar 16 klubov. Torej, ta je ena taka regata, ki smo jo pred enimi parimi leti se spomnili za to, da bi pionirji pa mlajši mladinci imeli več možnosti za tekmovati. Temu je namenjena, tako da to ni prvenstveno. Poleg mladih športnikov so za vesla prijeli tudi veterani. Olimpijski veslaški center v Mali Zaki so preplavili veslaški čolni. Na tribunah ciljne regatne arene v Veliki Zaki pa so starši in drugi obiskovalci spodbujali vse tekmovalce. Čeprav v tem športu še vedno prevladujejo fantje, se zanj odloča vedno več deklet. Odločila sem se zato, ker je res lep šport in v bistvu me je bratranec od moje mame to navdušil, ker je bil tudi na svetovnih prvenstvih in pa sem tudi jaz odločila. Dekleta priznavajo, da so pred vsako tekmo nekoliko nervozna. In kako se spopadajo s tem? Jaz sem ful živčna, ker mislim tudi, kaj če se bom zvrnila ali kaj če bom zadnja, ker noben noče biti zadnji, ampak nekajkrat se zgodi. Nekajkrat se rečem, da tudi če se zgodi, bom probala drugič in bo boljše, ampak dostikrat to se ne zgodi, ampak ko veslam, se ne bojim več, imam na misli eno stvar in to je veslanje. In moraš samo veslati napoj, ker ti ne postane drugega tudi. Ja. Vsa 3 dekleta veslanje trenirajo v Izoli in zato najraje veslajo na morju. Kaj pa recimo na Bledu? Rade pridete na Bled? Ja, ker je tako lepo so proge, ker po enih pač se zaletavaš in tako, na kakšnih regatah. Tle pa je vse lepo po progah in imaš tako, in še lepo je tako, ker je Bled, pa tako vidiš vse, tako ko veslaš. Kaj mi počasih zmoti, ker potem se obračam in gledam okolje in potem zgubljam tempo. Zapravo malo distrakcija, to lepo okolje. Blejsko jezero velja za enega izmed najlepših prizorišč veslaških tekmovanj. Blejska proga je vedno tista proga, ki nudi enakovredne pogoje za vse ekipe. Tako da v bistvu veslači najraje, po moji oceni, tekmujejo na tej progi. So pa seveda tudi ostala prizorišča v Kopru, Izoli, Portorožu, Mariboru, Ljubljanici. Sicer nekoliko specifična, ampak dobrodošla za to, da se mladi pravzaprav srečujejo, da se družijo, da tekmujejo, da obvladajo pač pogoje, ki so tam neposredno na progi, kajti albana proga je pač veliko lažja za veslača, vse ostale proge pa veliko teže. Veslanje je garaški šport. Tako kot pri vseh stvarih je za doseganje dobrih rezultatov potrebno veliko treninga in motivacije. Ob tem je pomembno tudi, da se sotekmovalci v klubu med seboj razumejo in radi družijo tako v čolnu kot na trdih tleh.